Profesor Gams, vi ste vodja odseka za inteligentne sisteme na Institutu Jožef Stefan. Ožje področje vašega dela pa obsega umetno inteligenco in kognitivno znanost. Skratka, gre za področje, za katerega bi lahko rekli, da je zapleteno. Mnogi so ga spoznavali preko filmske industrije, literature, ki sodi v polje tudi znanstvene fantastike. Je pa res, da danes dobiva vse bolj realne okvirje. A drži to? Ja, zanimivo, da je v teh področjih kar veliko tudi zelo gledanih filmov, zlasti seveda tujih. Zato, ker filmarji pogosto razmišljajo o prihodnosti, kaj bo to preneslo, te spremembe, ki se dogajajo sedaj. Recimo že Jules Verne je bil tak, da je napovedoval, da bomo šli v vesolje in podobno in pod morsko gladino. No in to se je večinoma uresničilo. In če sedaj pogledate te filme, kaj se bo zgodilo v budočnosti, kako bo ta informacijska tehnologija napredovala, roboti itd., lahko mirno rečemo, da imajo kar precej strokovne osnove. Ne sicer v tistem delu, kjer razlagajo, kako nas bodo zasužnjili roboti pa računalniki, ker to mislim, da je malce deplasirano brez zamere. Zakaj? Zato, ker recimo hijene pa levi se borijo med sabo, zato ker se ukvarjajo z istim plenom, z istim virom hrane. Roboti, informacijski stroji in pa ljudje pa med sabo ne konkurirajo, ampak sodelujejo. In kadarkoli imata dve vrsti interes, da sodelujeta, tam sodelujeta. Tako da jaz se tega ne bojim, ampak ravno nasprotjo, s tem, ko bodo računalniki, roboti, informacijske storitve napredovale, potem bo tudi človeštvo oziroma zaradi tega, v glavnem zaradi tega človeštvo napreduje. Treba se zavedati, da so stvari, ki človeštvu koristijo in so take, ki mu škodijo. In če gledate to bodočnost, vidite, včasih pozitivno prevlada, včasih pa negativno. In seveda od nas samih je odvisno, kako se bomo obrnili. Ali bomo se obrnili v negativno smer, konec koncev lahko prevlada tudi kakšen fašizem ali kaj podobnega, tako kot je bilo to v drugi svetovni vojni. Lahko pa gremo naprej v neko prosvetljeno oziroma kvalitetno vizionarsko družbo, kjer pa bo treba spremeniti pravila igre v družbi, zato ker družba ne sledi več razvoju. Ja, sociologi pa danes pravijo, da živimo že ne v industrijski, ampak postinformacijski družbi. A vendar pa se zdi, da danes pri nas, govorim za slovenske razmere, razmerja med informatiko, informacijsko družbo, kognitivno znanostjo, umetno inteligenco in tako naprej, niso povsem jasna. So koncepti tega, kar sem omenila, tako zapleteni ali jih ne znajo oziroma ne znate vi, ki v takih ustanovah delate in se s tem ukvarjate, pravilno pojasniti? Ja, ne vem, če znamo pojasniti. Verjetno, ko gremo zares v globino, je tam število ljudi, ki se spoznajo, relativno majhno. Seveda, če pa to poveste tako v medijih, ljudske mase, pa mislim, da se da povedati na dosti preprost način. Za laično javnost. Za laično javnost, ja. Seveda se je pa treba potruditi in zlasti nam pri tem pomagate novinarji, kadar ta naša razmišljanja znate preložiti v bolj konkretne, bolj razumljive komponente. Ja, poglejte, če odmislimo sintagmo postinformacijska družba in ostanemo zgolj pri informacijski družbi, se zdi, da jo ljudje še vedno doživljajo bolj kot politični projekt. Kot mnoge stvari hočemo tudi s tem dokazati Evropi, da ne zaostajamo, če nam že nalaga razvoj tudi na tem področju. Kakšno pa je tu razmerje med znanostjo in politiko? Mislim, da je to zanimivo vprašanje, ampak ga vidim ravno v nasprotni smeri. Mislim, da politika hote ali pa ne hote škodi razvoju, zlasti na področju informacijskih tehnologij. Kar pogledajte Akto, na primer, kot tipičen primer. Poglejte, kaj bo zdaj na Madžarskem, kjer so hoteli uvesti davek na internet. To je tako, kot če bi uvedli davek na vodo ali pa na zrak. Jaz mislim, da so to temeljne svoboščine, to je tisto temeljno, kar koristi ljudem. Tako da pri politiki seveda imate pa tudi delno prosvetljene politike kot Obamo, ki pa zavzema to pozitivno stališče, da je treba te stvari negovati, da je to osnovno sredstvo demokracije, recimo internet, splet, informacijske tehnologije. In če pogledate, katere so tiste najbolj pozitivne komponente, ki dvigujejo človeštvo. Je to politika morda? So to morda davčne oaze, recimo, ta kapitalizem, neoliberalizem, tako naprej.
Večinoma ljudi že ugotavljajo po nekih desetletjih zabloda, je to ena zabloda, ki producirajo elite, zato da bi nas nekako izigrale. Ne. Če pa pogledate informacijske tehnologije, znanje, potem pa ugotovite, da je ogromno pokazateljev, da so to tiste tehnologije, ki skupaj z drugimi znanosti najbolj koristijo človeštvu. No, na Institutu Jožef Stefan vi že vrsto let organizirate mednarodno multikonferenco Informacijska družba, tak naslov ima vsa leta. Ne? Tudi letos je bila v oktobru, razpravljalo pa se je o inteligentnih sistemih, programski opremi, storitvah v informacijski družbi, izobraževanju in vzgoji v tej družbi, kognitivnih modelih, robotiki, interakciji človek-računalnik in tako naprej in tako naprej. Kakšen je izplen bil po tem zaključku? Ste morda tu se nekoliko približali definiciji postinformacijske družbe? Zdaj, kaj bo sledilo po informacijski družbi? Ne? To je eno vprašanje, s katerim se seveda ukvarjamo podrobno in pa tudi splošno. Zdaj, ko greste v globino, se ukvarjate včasih tudi zelo drobnimi problemi, ne, ki jih težko potem nekako abstrahirate v splošne misli, ki so razumljive recimo ljudem. Ne. Ampak če bi poskušal odgovoriti na vaše vprašanje, ali smo v postinformacijski družbi in da smo že recimo v družbi znanja, v inteligentni družbi, potem je treba povedati, da precej strokovnjakov po svetu meni, da smo že v prelomnih letih. Se pravi, tudi napoved je znana, kam naj bi to šlo, ne, v smeri, kjer bi nam ti inteligentni programi, inteligentne tehnologije, roboti pomagali, da bi zaživeli na čisto nekem drugem, bistveno bolj kvalitetnem nivoju. To je ta teorija singularnosti in Kurzweil je ta njen prvi avtor, po kateri bo do tega preskoka prišlo, precej radikalno po njegovem mnenju, in bomo živeli bistveno bolje, se pravi v novem človeškem obdobju, v novi človeški dobi, eri, in tu bo marsikaj seveda drugače. Na katerem področju pa so se inteligentni sistemi danes najbolj razvili? Če se navežem še na prejšnje vprašanje, se pravi, kje so tisti inteligentni sistemi, ki so zadnja leta pokazali, da smo morda že na poti v to novo dobo, novo ero. Začetka pred leti je večina ljudi, tudi sam, smo mislili, da je to mogoče nekako preoptimistično razmišljanje. Ampak nekaj let je poteklo in če pogledate odstotek ljudi, ki v naši sferi verjame v to teorijo singularnosti, opažate, da je čedalje večji. Se pravi, čedalje več ljudi, recimo na področju strokovnjakov umetne inteligence, meni, da zdaj se pa res nekaj dogaja. In je nekaj takih področij, kjer se da to pokazati. Recimo avtomobili. Verjetno ste vsi videli video, kako nek Googleov avto vozi sam po cesti in ste rekli, dobro, to so zdaj neke raziskovalne metode, ki so še 30 let pred časom. No, ampak menda že 4 države dovolijo, da avtomobili sami vozijo in nekateri avtomobili dejansko sami vozijo. Pa ne samo to. V Sloveniji lahko že vrsto let kupite tako imenovane asistenčne sisteme, recimo lane assist, kjer morate vi še vedno nadzirati avto, ampak avto v resnici sam vozi. Pravi, cele skupine teh avtomobilskih koncernov nudijo tovrstne funkcije. To res, da ni še čisto samostojna vožnja, ker morate vi nadzirati. Ampak v resnici že sam pelje, že sam obrača volan. In to se je zgodilo, rekel, ne čez 30 let, ampak se je zgodilo in se dogaja pravzaprav danes in tu. In ta hitrost prehoda je šokantna. Kaj pa je stroj z intuicijo? Te razvijajo možganski trusti v finančnem sektorju, na borzah, kjer je uspešnost pogojena s prakso visokofrekvenčnega trgovanja. Kot pravijo, da gre za kompleksne sisteme, ki so predvsem povezani z matematiko, fiziko, statistiko, računalniškim programiranjem. Gre za tako imenovan high frequency trading, avtomatizem, ki je praktično že osvojil borzno-posredniški trg, vsaj v Združenih državah Amerike. In posli se tu opravljajo že v času krajšem od sekunde. A tu stroj sledi človeku ali ga že presega? Ja, to je vprašanje, ali šahovski program sledi človeku ali ga presega. Ne? Danes vemo, da praktično v vseh igrah računalniški programi, ki igrajo šah, ali pa druge igre, presegajo ljudi. Se pravi, noben človek se recimo šahov ne more meriti s programom, ki igra šah.
Podobno je tudi pri trgovanju. Zdaj, seveda, če pa človek s šahovskim programom igra proti šahovskemu programu, pa še vseeno zmaga. Se pravi, če vi uporabljate te programe, delujete bolje, kot bi sam človek ali pa sam računalnik. In tudi če vozite avto, je še vedno zaželeno, da človek včasih poseže vmes oziroma da vozi sam po svoje. Ni zdaj tako, da bi avto vozil sam bolje ali pa bolj priljubljeno, kot pa to dela človek. No, pri trgovanju je podobno. Večji del teh osnovnih operacij programi delajo predvsem bistveno hitreje in tudi iz stališča financ učinkoviteje kot ljudje, vendar pa včasih prihaja do sistemskih negativnih zag in so tudi povzročile padec določenih borz oziroma trgov in so potem namenoma zaustavili to prehitro trgovanje. Se pravi, ko človek nima nadzora, se sicer redko, ampak se zgodi, da se ta umetna inteligenca nekako zaplete in potem ne zna sama najti prave rešitve. Ampak mislim, da je zdaj ta pojav znan, tako da ljudje nadzirajo, kaj se dogaja, sicer za njih delajo te programi, ampak ljudje imajo nadzor in odobrijo ali pa ne odobrijo določene transakcije. Vi se ukvarjate z umetno inteligenco, pa vas sprašujem, kako blizu je stroj že prišel k človeku? Kakšne spremembe v bistvu bi bile potrebne, da bi lahko človeške lastnosti vgradili v računalnik? Ja, sem pravzaprav doktoriral oziroma edino angleško knjigo sem napisal z tega področja. Računalniki so izredno sposobni, izredno hitri, skratka imajo fantastične lastnosti. Ampak ko jih primerjate z ljudmi, pa vidite, da jim nekatere lastnosti popolnoma manjkajo, recimo razumevanje. Se pravi, ali vi vračate simbole, ali pa to počnete na nek drug semantičen način. In tista razlika je povezana z mnogoterim procesiranjem oziroma interaktiranjem in naša smer, oziroma to tudi, kar sam verjamem, je to, da ljudje razmišljajo na drugačen način, kot pa delajo to računalniki in da računalniki ne bodo nikoli dosegli te semantike ljudi, če ne bodo tudi oni računali drugače. Seveda, za šah zadošča, da preračunavate ogromno variant naprej, ogromno število potez naprej in če jih preračunate bistveno več kot ljudje, pač ste boljši kot ljudje. Medtem ko pa v realnem življenju pa je seveda naloga realna, iz realnega sveta in tam se pa pokaže ta velika šibkost računalnikov. Računalniki pravzaprav ne razumejo čisto nič. Tudi tisto, ko imate semantične sisteme, semantične mreže, to so neki zelo taki površni poskusi. Kako to vemo? Na izpitih pogosto vprašam študenta, zdaj mi pa povejte v enem ali pa dveh stavkih, kako bi razkrinkali v Turingovem testu, ali vi komunicirate s človekom ali računalnikom. Izkaže se, da je to kar zapletena naloga za študente, tako da se kar trudijo, lovijo pri tem vprašanju, ampak seveda, naloga je rešljiva. V enem, dveh, treh vprašanjih ugotovite, na drugi strani človek ali računalnik, zato ker nima nobenega razumevanja. In čim vi postavite tako vprašanje, da bi moral sogovornik pokazati razumevanje, ulovite računalnik. Ja, profesor Gams, vi niste zgolj računalniški obsedenec, kot rečemo navadno. Pri svojem delu se srečujete tudi z družboslovnim in humanističnim poljem. Vznemirjajo vas družbene teme in iz vedenja o tem ste napisali tudi knjigo z naslovom Slovence strižejo. Gre res za pomenljiv naslov. Lotevate se analize socialno-ekonomskih političnih razmer. Govorite o zgrešeni viziji razvoja, predimenzionirani birokraciji, informacijski diktaturi, reformah, pod vprašaj postavljate strokovne odločitve in zanimivo, pod vprašaj postavljate tudi ekonomijo kot znanost. Obeta zanimivo branje. Sprašujem pa vas o transferju znanj, modelov iz inteligentnih sistemov na področje družbenega razvoja. Poglejte, statistiko lahko analizirate tudi čisto družboslovne pojave. No, naši inteligentni sistemi so nekaj takega kot napredna statistika, ampak drugačni, nadgrajeni. Ampak delajo nekaj podobnega. Če imate ene podatke, lahko analizirate tiste podatke in izkaže se, da umetna inteligenca z analizo podatkov izbruha v neke odvisnosti v domeni. In to neodvisno, ali je to ekonomija, sociologija, inženirstvo itd. In izkaže se, da je ta razkorak med tem, kar umetna inteligenca ugotovi v nekem področju
in pa med tem, kar v Sloveniji je, največje od tistih področjih, ki so izgleda v Sloveniji najbolj problematični. In to so recimo slovenska ekonomija, slovensko pravo, slovenska politika, slovensko bančništvo. In na osnovi tega se poraja sum, da ta področja ne delajo dobro. In ker nam zadnja leta ne gre najbolje v Sloveniji, če ta teorija drži, po marsikaterem kriteriju izgleda, da je podprta, je treba ta področja radikalno reformirati. Najprej se treba lotiti teh področij in jih urediti. Treba je spremeniti politični sistem, treba je spremeniti ekonomski sistem, treba je spremeniti pravni sistem, bančništvo, ker tako kot je sedaj, očitno stvari so v prevelikem razkoraku s tisto stroko, se pravi s tistim, kar v resnici je. Mi smo strokovnjaki in velja tisto, kar se izkaže za pravilno. Če pogledate v ekonomiji, imate 3 ljudi, vsak svoje napove, potem se nekaj zgodi, ampak zanimivo, tisti, ki so zgrešili, pa nič hudega, ne. V znanosti, katerikoli znanosti, to ne more biti tako, ne. V znanosti velja empirična potrditev in če ste 3-krat zgrešili ali pa 2-krat zgrešili, potem ste zanič strokovnjak. Medtem ko v naših področjih, v politiki, ekonomiji, v pravu, pa lahko, ne vem, 3-krat, 10-krat zgrešite, pa boste še vedno glavna zvezda na medijskih prireditvah. In to je nekako v nekem prehudem razkoraku in je nestrokovno, nekorektno. Te stvari bi morali v Sloveniji urediti. Seveda so odlični posamezniki, tudi v pravu, tudi v ekonomiji, tudi v politiki, pošteni, dobri, ampak vprašanje je, kako sistem deluje kot celota. To se mi zdi je problem, ne. Problem je v sistemu, v pravnem sistemu, v ekonomskem sistemu, v političnem sistemu in je treba najti sistemske rešitve.